Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večer zjutraj, prvi dnevni informativni podcast v Sloveniji, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je ponedeljek, 31. marec 2025. Moje ime je Miha Dajčman. V nadaljevanju. Kako mladim olajšati pot v odraslost? O mladostništvu je tekla debata strokovnjakov v Mariboru, o popularni seriji Adolescenca pa govorimo s filmskim kritikom Maticem Majcnom. Sezona smučarskih skokov se je v Planici končala sanjsko. Slišali boste lahko domna pevca novega svetovnega rekorderja. Vinarka, gostinka, podjetnica, predvsem pa gostiteljica iz Opoka 27, Katja Leber-Vračko, o butičnem turizmu v okolici Maribora. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vseskozi smo z vami na vecer.com. Mladi danes se delijo le v dve skupini, poražence in zmagovalce, a na nek način so vsi poraženci, katera so glavna tveganja in priložnosti pri prehodu v odraslost. Meja med razvojno pričakovanimi izzivi odraščanja in resnimi duševnimi stanji, ki zahtevajo strokovno pomoč, se briše, so na strokovnem srečanju Šalijevi dnevi v Mariboru upozorili klinični psihologi in psihologi v zdravstvu. Zato se ustvarja zmotno prepričanje, da že skoraj vsakdo potrebuje kakšno od oblik strokovne podpore z področja duševnega zdravja, opozarjajo sogovornice novinarke Tjaše Gajšek. Če so bile doslej ločnice med otroštvom, mladostništvom in odraslostjo natančno določene z dopolnjeno starostjo in zunanjimi znaki, je danes tako ločevanje postalo nesmiselno, meni zaslužna profesorica na Univerzi v Ljubljani, dr. Mirjana Nastran-Ule. Citiram, na nekaterih področjih v odraslost vstopamo hitreje, na drugih pozneje. V potrošništvu recimo že zelo zgodaj. Danes imamo deljeno življenje, nekje bi bili mladi, drugje odrasli. Imeli bi kariere, a bi bivali doma, opozarja profesorica. Zakaj cilj ne sme biti medikalizacija otrok in mladih, kako lahko mladim olajšamo prehod v odraslost? O tem v današnjem Večeru in na vecer.com novinarka Tjaša Gajšek. No, mladostništvo in težave v njem pa je aktualna tema v filmskem svetu, saj je trenutno ena najpopularnejših serij na svetu, Adolescenca. V svoji družbi pozdravljam Večerovca Matica Majcna, filmskega kritika, ki je v Večeru pisal o seriji Adolescenca in jo ocenil zelo pozitivno. Zdravo, Matic. Zdravo, Miha. Serija Adolescenca v zadnjih dneh zbudila veliko pozornosti v javnosti, tako v svetu kot pri nas. Kaj se dogaja v tej seriji, Matic? Serija se v bistvu začne na en tak zelo šokanten način, ker gre za eno precej nasilno akcijo britanske policije, ki udre v dom ene zelo povprečne družine, ampak oni tam ne iščejo kakšnega hudega kriminalca, ampak dejansko 13-letnega otroka, ki ga potem privedejo na policijsko postajo, in okrog tega otroka se potem vrti celotna serija, torej glede vprašanja, kaj je on sploh storil in če je sploh kriv za to svoje dejanje, za katerega ga obtožujejo. Ja, da ne spojlava oziroma razkrijeva preveč v seriji, pa še morda ta zanimivost serija je večini zelo zanimiva zaradi tega, ker je posneta na nekoliko drugačen način. Kakšen? Največ pozornosti je v bistvu pritegnena zaradi tega, ker je posneta v celoti preko dolgih rezov, se pravi preko tega, kar imenujemo kadri sekvence, torej da ni nekih montažnih rezov, ampak gre res samo za en neprekinjen tok kamere, ki spremlja igralce. Zdaj, meni se ta poteza ne zdi tako zelo revolucionarna, ker vemo, da v zgodovini filma že od srede 20. stoletja so znani režiserji kot Alfred Hitchcock ali pa Orson Welles uporabljali ta način snemanja. Digitalna revolucija je potem res prinesla en velik razmah tudi tega načina snemanja in zdaj smo imeli v zadnjem desetletju zelo znane filme, kot so Birdman ali pa 1917, ki so bili posneti na ta način. Čeprav je pa res, da pri Adolescenci gre res za to, da ni nekih skritih montažnih rezov, ampak je dejansko bila v celoti posneta na ta način, kar je toliko bolj občudovanja vredno, če vemo, da je glavni igralec 14-letnik, Owen Cooper, ki bo postal en velik zvezdnik svetovnega filma, po moje. Tako da je serija zaradi tega dobra. Ampak nekaj drugega se pa meni zdi bolj celo prelomnega, in sicer to, da ima serija samo 4 epizode. Dobro veš, koliko danes snemajo TV serije, da jih nategujejo prek 10 ur, več sezon in tako naprej. Tukaj pa dejansko imaš miniserijo, ki traja 4 ure in ti s tem da vedeti, da hočejo povedati nekaj pomembnega in ne bojo te poante nategovali v neskončnost. V svoji zelo pozitivni kritiki si zapisal, da zaradi vsega tega ne gre toliko za žanrski izdelek, ampak za nekaj
več, ima neko sporočilo vse skupaj. Ja, res gre bolj za neko psihološko ali pa sociološko študijo, kot pa žanrski izdelek, ne. Recimo že za serijo Skrivna naveza The Wire se je pred 20 leti govorilo, da ima ta pristop, ampak se mi zdi, da tu gre zadeva še en korak dlje. Še posebej zadnji 2 epizodi sta zelo zanimivi, ker iz vidika pripovedovanja v bistvu nista zelo učinkoviti, ne, ker res ti spremljaš te like v živo, pravzaprav, kot sva že prej rekla, in gre torej bolj za bivanje z liki, za opazovanje njihovih reakcij, načina razmišljanja, torej čisto nekaj drugačnega, kakor se tega lotevajo komercialne serije, ne, ker moraš ti na hiter in učinkovito povedati. Tako da posamezne epizode te serije bi se dali po moje, če bi šlo res za pripovedovanje, šlo posnet v 10 minutah te kadre pokazati, ampak tukaj dejansko gre za nek čist drugačen način, ki mogoče ni tako zelo učinkovit, nekaterim se zdi celo dolgočasen, ampak se pravi, ravno na ta način serija pokaže, da hoče narediti nekaj čist drugačnega. Hkrati pa serija tudi opozarja na zelo pomembno družbeno temo. Ja, res je, serija razkriva problematiko skupnosti incelov, se pravi praktikantov neprostovoljnega celibata. Gre za skupnost, ki razloge za svoj neuspeh, predvsem na področju romanci spolnosti preusmerja na nasprotni spol. Gre torej za zelo mizogino ideologijo, ki odkrito goji sovraštvo do žensk in iz tega potem tudi izhaja neko zasmehovanje in nasilje nad nasprotnim spolom. Tako da serija je pomembna, ker ne izpostavlja samo tega, da so danes najstniški fantje lahko del te ideologije, ampak da imajo tudi zelo prefinjen način komunikacije med sabo, ki poteka izključno preko emojijev oziroma preko strogega zapisanega zaporedja emojijev, ki ga starši ne morejo dešifrirati, ne. In tudi zaradi tega je serija na dan prinesla neko svežo, šokantno tematiko in tudi zaradi tega je dosegla tak velik uspeh. Komu bi jo priporočal? Absolutno vsem. Kako daleč lahko ta serija seže? Ali lahko recimo v prihodnji sezoni podeljevanja nagrad domov odnese cel kup kipcev? Ja, definitivno mislim, da je serija že zdaj ena izmed zgodnjih favoritk v naslednji sezoni nagrad, čeprav je do jeseni, do zime še zelo daleč, ampak mislim, da bo serija šla nekako po isti poti kot lani, ravno tako Netflixova serija Baby Reindeer, ki je tudi pokazala eno zelo pomembno tematiko zalezovanja in toksičnih razmerij. In zanimivo, ne samo, da obe prihajata iz strani Netflixa, tudi obe sta britanski, tako da mogoče se tu rojeva nek nov trend, da Netflix poskuša preko britanske kinematografije v javnost poslati neka zelo pomembna aktualna družbena vprašanja. Matej, fajn kritike pišeš, radi te beremo, mogoče še to, ker te imamo tukaj v studiu, kaj si ogledati ta teden? Definitivno serijo Adolescenca, ne, tudi serija Severance je zelo odmevna v zadnjem času, drugače pa mislim, da vendarle vlada mogoče neko manjše zatišje na področju filma, tako da definitivno se v teh tednih bolj gleda serije kot pa filme. Videl sem, da je v kinematografe prišel Praslovan, to pa je moje priporočilo. Ja, Praslovan je res en sjajen dokument in film, ki ga je zelo fajn tudi pogledati, ne samo zaradi zgodovine, ampak ker je zabaven in zagotovo je to film, ki ga vsi Štajerci moramo videti. Hvala, Matic, torej Praslovan o liku in delu Zorana Predina pa v kinematografih. Gremo na naslednje teme. Gremo pod Ponce v zimski raj. Da, res je bil raj letošnji zaključek svetovnega pokala v smučarskih skokih, predvsem za slovenske skakalce in skoraj 70,000 gledalcev, ki so se od četrtka do nedelje zabavali v steku letalnice bratov Gorišek in uživali v izjemnih rezultatih Slovencev. Domen Prevc je v petek slavil pred Anžetom Laniškom, včeraj sta slovenska orla zamenjala mesti na stopničkah. Bila pa sta skupaj s Timijem Zajcem in Lovrom Kosom v soboto še na 3. mestu na ekipni tekmi. Toda včerajšnje nedeljsko sklepno dogajanje pod Poncami bo zapisano v zgodovino slovenskega športa. Domno Prevcu je uspel polet dolg 254,5 metrov, s čimer je postavil nov svetovni rekord. Najboljša znamka je bila v Planici popravljena po več kot 20 letih. Na vrhu sem nekako, ne vem zakaj sem bil tako sproščen, vesel, da sem rekel, zdaj gremo se igrati zadnji skok, nimamo kaj izgubiti. In pa se stvari toliko poklopijo enostavno, da
že sam težko verjamem, kako je to možno in te stvari. Je včeraj povedal Domen Prevc, tretji član družine Prevc, ki mu je uspelo popraviti svetovni rekord. V tej sezoni je to uspelo tudi Niki Prevc v Vikersundu v ženski kategoriji, Peter Prevc pa je na Norveškem pred 10 leti kot prvi preskočil 250 metrov. V planici sta bila tudi večerovca, novinar Nejc Strojnik in fotoreporter Sašo Bizjak. Nejc, za tabo je ogromno spisanih zgodb, a v tem trenutku me zanima, kako si ti doživel nov svetovni rekord. Zdravo, Miha. Rekord, po eni strani zelo čustveno, po drugi pa tudi euforično. Vseeno svetovni rekord Slovenec ga je dosegel in to v planici. Noro, pravzaprav prepričan sem tudi, da mi bo zavedno nekako ostal v spominu, kot mi je tisti skok Primoža Peterke pred leti, ko je kot prvi Slovenec šel preko 200 metrov. Potem po tem rekordu Domna Prevca pa smo vsi nekako navijali za Anžeta Laniška, da vendarle tudi on doseže svoj zmagoslavni trenutek in pride do prve zmage v planici. Uspelo mu je, vsi so bili presrečni, euforični, navdušeni in res popolna športna nedelja. Kako so sicer v slovenskem taboru zadovoljni z minulo sezono? Kakšno vzdušje je vladalo na planiškem koncu tedna? 65,000 navijačev se je v 4 dneh zbralo pod Poncami, kar je že samo po sebi neko zagotovilo, da bo vzdušje odlično. Nedelja je bila tako ali tako izjemna, vremensko se je vse skupaj poklopilo. Me je pa pozitivno presenetila sobota, ko je v bistvu cel dan precej deževalo, ampak navijačev to ni nekako motilo. O tem, kako so v slovenskem taboru zadovoljni sezonom, pa vse povedo besede glavnega trenerja Roberta Hrgote, ki je dejal, da je ponosen, da je lahko del te zgodbe in mislim, da moramo biti vsi Slovenci ponosni. Hvala, Nejc. Njegove zgodbe tudi v planiških teptačih, denimo, ter pogovore z različnimi sogovorniki preberite v Večeru in na večer.com. In še en namig, v soboto smo v Večeru objavili intervju z Mitjo Šeškom, Mariborčanom, ki je od leta 2019 napovedovalec v planici. Vabljeni tudi k branju tega pogovora. Za konec vas vabimo še k branju ponedeljkovega intervjuja. Katja Leber Vračko, sicer pravnica po izobrazbi, je v življenju podjetnica, gostinka, vinogradnica, vinarka, tudi prevzemnica kmetije. V pogovoru z Mitjo Segajem govori o razvoju lokalnega turističnega okolja, o gradnji lastne blagovne znamke, o podpori mladim prevzemnikom kmetij in tudi o vrednosti družinske tradicije ter medgeneracijskega sodelovanja. Zdaj vsi si želimo več turistov. Ja? Če imamo danes na dan, ne vem, karikiram 500, si jih morda želimo 5000. Ja? Čez 10 let zato, da bomo vsi imeli dovolj pod narekovaj. Ja? Paziti pa moramo, da jih ne bomo imeli preveč. Na avstrijski Viški cesti se je ravno po mojem mnenju to zgodilo, da je postalo preveč turistično, preveč, pa ne toliko turistično, kot preveč komercializirano. Z nekimi investitorji tujimi, ki niso imeli toliko občutka za to, kaj regija ponuja, kaj je v bistvu srce regije, so izgubili avtentičnost. Je med drugim v pogovoru z Mitjo Segajem dejala Katja Leber Vračko. Pogovoru lahko prisluhnete tudi v audio obliki v Večerovem podcastu Moj uspeh. To je bil Večerov dnevni podcast Večer je zjutraj 31. marca 2025. Z vami sem bil Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet, želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Uspešen teden vam želimo, se beremo in slišimo.